Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o meditaciji. Vem. A rajš govorimo o hrani? Ne bomo govorili o hrani zaradi tega, ker fizično telo, ja, je pomembno, ampak tisto, kar je res pomembno, je čustveno telo. In čustveno telo vpliva na delovanje fizičnega telesa. In če imate zdravstvene težave, pomeni, da morate razbremeniti čustveno telo, ne pojesti 1001 zadevo. Seveda vam lahko pomagajo vitamini, ampak, glejte, dokler imate obremenjeno čustveno telo, vam enostavno ne bo, tudi vitamini ne primejo v taki meri, kot vam bi lahko pomagali. Tako da, seveda, zdaj boste rekli, ja, ampak Minka, ti vseeno prodajaš vitamine. Ja, jih. In verjamem, da dobra vitaminska podpora za naše telo je nujno potrebna. Ampak to je samo ta prva stopnička pri tem, da se naše telo dobro počuti. Drugo potem, čustveno telo. Čustveno telo je pa v bistvu tako kot plast okrog našega telesa, kamor se zapisujejo čustva. In vedno vam kažem tole slikco, da vam lažje razložim. To pomeni, da so tako kot neke kroglice energije okrog nas in te kroglice energije sem se zapisujejo čustva. A je ljubezen, radost, zdaj poslušamo ptičke, greš na sprehod, vidiš vso to pomlad, no, to jaz vidim. Greš v naravo, slišiš mir, lepoto stvarstva. In se ti delajo taki lepi oblački pozitivnih čustev. Ampak v tem čustvenem telesu so zapisana tudi čustva, ki nas vlečejo k tlom. Vsa razočaranja iz otroštva, vsakič, ko se nismo počutili dovolj dobri, vsakič, ko sami sebe govorimo negativno, ko razmišljamo o problemih, ko govorimo, joj, kaj če se zgodi, ne vem kaj, ne? Ko naši možgani napletejo novo zgodbo neuspeha, namesto da nam bi slikalo zgodbe uspeha. Dejansko naše čustveno telo, no recimo tukaj so odvisnosti, recimo nekdo, ki je odvisen od scrollanja po telefonu, pomeni, da na nek način sabotira sebe, svojo ustvarjalno energijo. Ali pa recimo nekdo, ki je odvisen od alkohola, od substanc, od sladkorja, ravno tako sabotira svoj napredek. Zdaj, seveda, človek bi rekel, ja, ampak jaz se želim rešiti neke odvisnosti, recimo, kot je odvisnost od sladkorja. Ja? In se odločiš, od danes naprej ne jem nič več čokolade. Recimo, zdaj je post. In verjamem, da mnogi ste dali za obljubo sami sebi, v postnem času se popolnoma odpovem sladkariji, v postnem času se popolnoma odpovem alkoholu. To je super. Ampak veste, da pogosto ta zaobljuba zdrži do prve skušnjave, do prvega kozarčka, do prve krize, ko tvoje telo zahteva čokolado. In potem sami sebe obtožujemo in rečemo sami sebi, vidiš, spet se ni zdržala, kakšen slabič si. Pa si obljubila sama sebi, kakšen slabič si. Se pravi, je tukaj zadaj nek vzorec, ki ga je treba počistiti, ki ga je treba presekati, ki ga je treba odstrišti. In to pa dejansko naredite na ta način, da razbremenite čustveno telo. In ko razbremenite čustveno telo, ta potreba potem, da vedno znova sebe sabotirate, enostavno izgine. In zdaj, če pogledamo, kako izgleda sabotaža samega sebe. Dejansko sabotiranje samega sebe pomeni tako, kot če bi vozili avto in enkrat pritiskate, ne enkrat, hkrati pritiskate na zavoro in na gas, kako se reče po slovensko, na plin. Se pravi, hkrati pritiskate na pospeševanje in hkrati na zavoro. In točno veste, da boste prekurili avto. In če se to vam dogaja v vašem življenju, da vedno znova sami sebi obljubite, od danes naprej postajam boljši človek,
Od dosti naprej bom naredila to in to drugače. Od dosti naprej bom na otroke odreagirala drugače. In ko pride naslednja situacija, mogoče spet popenite na otroke. Ali pa mogoče na sodelavko. Ali pa v družini, ki vam dajejo dobro, mogoče spet in spet odreagirate po svojih vzorcih. Se pravi, tukaj je jasno nam je že, da samo trdna misel nič ne pomaga. Da dejansko je potrebno iti počistiti vzorec, po kateremu delujemo, zaradi tega, da pridemo do drugačnih rezultatov. No in zdaj bomo pogledali, kaj je treba narediti. Tukaj zadaj je cela znanost. Pridem na zdravilno molitev dekodiranja, na koncu bomo pol še naredili meditacijo, tako da ostanite z mano, prav za sabotažo. In zdaj imam skoraj pripravljen, se pravi skupnost, zdaj pripravljam platformo, skupnost za ženske, ki želijo pomoč pri osebni rasti, tako da res se veselim tega, ker vem, da je to nekaj, to je tisto, kar mene kliče že dalj časa, da je čas, da to vzpostavim, eno tako platformo, kjer bo v bistvu za ljudi, ki delate napredek, ki delate korake naprej. Zdaj pa pogledajte, kaj je pomembno. Pomembno je, da razumemo, kako zdravilna molitev dekodiranja deluje. Se pravi, deluje na enak način, ki imam flomaster, kot da bi čistili virus iz našega računalnika. Prva stvar, poišči virus, ne program. In vidiš, recimo, potrebo imam potem, da vedno znova sabotiram svoj napredek. Ali pa potrebo imam potem, da vedno znova povzročim okrog sebe tornado. Potrebo imam potem, da vedno znova prekršim svoje obljube, recimo. Kako vi preizkusite? Tisti, ki ste zdaj že pogruntali, kako deluje mišični test, lahko naredite mišični test. Če vam pa mišični test ne deluje, pomeni, da ravno tako greste naprej na drugo točko. Ni da rečete, zdaj pa meni to ne deluje, ne morem. To samo pomeni, da ste tako razštelani, da niti sebe ne čutite. In ko boste dalj časa delali zdravilno molitev dekodiranja, boste videli, da se bo enostavno začel tudi vaš telo pravilno odzivati, bo poslušal, bo spremljal tisto, kar vi želite. No, se pravi, druga zadeva je pa potem, naredite zdravilno molitev dekodiranja. Zame meditacija in molitev sta eno in isto. In to pomeni, če rečem, naredim molitev dekodiranja, ali pa rečem zdravilno molitev dekodiranja, ali pa rečem meditacija za dekodiranje, to je eno in isto. In zdravilna molitev dekodiranja je točno zaporedje teh besed. Se pravi, stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z določeno težavo. Recimo v tem primeru damo noter potrebo potem, da sabotiram svoj napredek. Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem pa, to je pa zdaj že tretji korak. Tretji korak je pa povezan s tem, da damo roke v modro za novo moč, pritisnemo na čelo in naredimo vdih skozi nos, izdih skozi usta, roke damo na prsa. Zdaj pa zakaj to naredimo? Zaradi tega, ker mi imamo tukaj gor čakro tretjega očesa. Čakra tretjega očesa je direktno povezana z možgani in s točko v možganih, to je hipofiza. Hipofiza, zdaj jaz sem pripravila v knjigah, imam vse to razložen. Glejte, hipofiza, jaz upam, da se vidi na posnetku, je žleza, ki je za fizičnimi očmi. Tukaj je pa epifiza. V glavnem, te dve žlezi sta ključni za hormonsko stanje, prav ključne. In zdaj, če pogledamo hipofizo. Hipofiza je žleza, ki je velika za eno grahovo zrno. In ta žleza vpliva na hormonski sistem, cel. Nadzoruje praktično cel hormonski sistem. Nadzoruje delovanje ščitnice,
nadzoruje delovanje stresnega hormona oziroma vpliva na to, da se ponoči umiri stresni hormon in da se tvori hormon DHEA, nadzira tvorjenje spolnih hormonov, deluje na plodnost, deluje direktno pri moških testosteron, pri ženskah progesteron, na estrogen. Druga zadeva pa tudi epifiza, ko bom govorila o epifizi, direktno tudi vpliva ta nastajanje hormonov. Ampak zdaj, če razumemo, da hipofiza je komandant celega hormonskega sistema. In ko mi damo roke na ta način, takole v modro zanovo moč, vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, se zgodi, da dobesedno aktiviramo hipofizo, kjer se tvori tudi rastni hormon, kjer se tvori, vpliva na elektromagnetno polje z epifizo in vpliva na hormone zadovoljstva. In se zgodi, da avtomatično, se pravi, vdih skozi nos, izdih skozi usta in ko rečem roke damo na prsa, se zgodi, da dobesedno se počistijo podzavestni programi, je tako, kot da bi na računalniku pritisnil briši. Ne rabiš tega, briši, v smeti. Se pravi, mi s tem, ko vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta in damo roke na prsa, povežemo srčno in kronsko čakro, hkrati pa deluje to na koherenco srčne in kronske čakre. In kaj ta izraz pomeni? To pomeni, da se naše elektromagnetno polje uskladi. Elektromagnetno polje, valovanje naših možganov, se umiri in se uskladi s srcem. Dobesedno se na ta način povežemo sami s sabo. Poveča se naša intuicija, deluje na to, da se dobesedno poveže glava s telesom. To je tako močno. Poskuste. Jaz ne vem, kako naj vas spodbudim, da začnete 2-krat na dan izvajati zdravilno molitev dekodiranja, ker vam povem, da je to tako močno orodje, da se zgodijo dobesedno čudeži v vašem življenju. No in v glavnem. Potem pa naslednji korak, to je zdaj 4. korak. 4. korak je pa potem, da popravljamo škodo, ki je že nastala na našem celičnem zapisu, da popravljamo škodo, ki jo je naredil nek negativni program na našem fizičnem telesu. In roke damo v klunček in jih usmerimo v čakro 3. očesa in med našimi dlanmi in med čakro 3. očesa začne nastajati elektromagnetno polje in naša zdravilna energija dobesedno pozdravi škodo narejeno na možganih, škodo narejeno na hormonskem stanju, škodo narejeno na fizičnem vidu, na pomlajevanju. Dejansko, ko si parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo, se dobesedno vzpostavi kanal, preko katerega se zdravilna Božja svetloba, poglejte zdaj to, preko naše višje duše spusti v naše fizično telo. In ko se to zgodi, se poveča samozdravljenje našega telesa. Se pravi, roke damo v klunček in jih usmerimo v čakro 3. očesa, parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. In potem prestavimo roke na ščitnico in spet parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. In ko to naredimo, se fizično začne popravljati ščitnica, ščitnica deluje na stanje limfe, ščitnica deluje na odvajanje strupov iz telesa, deluje grlena čakra, deluje na stanje naših pljuč, na dihanje, na grlo, na izražanje, na to, da upate govoriti svojo resnico, na to, da se postavite za sebe, da enostavno komunicirate. Naslednja točka,
sta tukaj pri ušesih, gledajte prav tukaj dol, kjer je ta čeljustnica. Tukaj sem usmerite na obeh straneh, se pravi tako, da nastane elektromagnetno polje med to točko in med vašimi dlanmi. In tukaj sta dve manjši točki, čakri, ki sta povezane z nadledvičnimi žlezami in nadledvični žlezi sta pa povezani s stresnim hormonom. Se pravi, čez dan je prav, da je kortizol, da deluje, da smo odzivni, da delujemo. Po noči je pa prav, da se v teh žlezah tvori hormon DHEA, ki nas obnavlja in pomlajuje, ki stopi trebušno maščobo, ki poskrbi, da se iz tega hormona potem spolni hormoni tvorijo, sploh v menopavzi in andropavzi. Dejansko mi s tem vnašamo mir v naš stresni hormon oziroma v naše nadledvične žleze in se popravlja škoda. Se pravi, ko mi ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, dobesedno vnesete novo energijo v nadledvični žlezi. In potem prestavimo roke na sence, se pravi, tukaj sta pa dve manjši točki, ki sta povezane direktno s središčem naše glave. In če si predstavljate središče naše glave, točno tam je epifiza. Epifiza, Joe Dispenza je dokazal, da je tam droben kristalček, ki se aktivira s tem, ko hrbtenična tekočina kroži dvakrat na dan, zaokroži po našem telesu in vsakič, ko globoko vdihnemo in izdihnemo, se zgodi, da se pospeši pretok hrbtenične tekočine čez epifizo in dobesedno pritisne na ta kristalček in se poveča, to je naša kozmična antena. Se pravi, postane bolj pretočna, intuicija bolj ždela. Hkrati se pa tukaj noter v epifizi tvori spalni hormon, pomeni, da boste bolj spali. Poleg tega se tvori hormon sreče, hormoni zadovoljstva, se pravi dopamin, serotonin, endorfini, ker so hormoni zadovoljstva, potem pa ključni hormon zvestobe za moške, vazopresin, in ključni hormon zadovoljstva, ženske energije, dopamin. Se pravi, če razumemo, da se ti ključni hormoni tvorijo prav v tej žlezi na sredini naših možganov in da vsakič, ko globoko vdihnemo, in seveda s čim to lahko aktivirate, eno je z meditacijo, vdih skozi nos, izdih skozi usta, večkrat globoko podihate. Tudi energija orgazma pospeši spiranje možganov, se pravi to globoko dihanje. Vsakič, ko globoko dihate, se pravi, ali je to smeh, ali je to ples, ali to pomeni, da ste šli v hribe, ali pač vsakič, ko aktivirate tudi prepono. Pomislite. In bolj kot ste v miru, nimate časa, komaj dihate, ker imate toliko dela, slabši je vaš pretok preko možganov in slabši kot je pretok preko možganov, bolj boste otopeli in potem primeš v roke telefon in začneš scrollati, začneš drsati po telefonu in čas beži in nič ne narediš. Ali pa posegaš po kakšni substanci, ker enostavno potrebuješ, da se potrebujejo možgani, da se na nek način ubijajo. Ja, se pravi, zdaj, popravilo škode smo rekli. Usmerimo roke v klunček in jih usmerimo na čakro tretjega očesa, potem prestavimo na ščitnico, potem dve manjši čakri pri ušesih in potem na sence. In naslednja stopnja meditacija za dekodiranje je pa kreiranje svoje srečne bodočnosti. Roke date v položaj blagoslova, pozornost date na konice prstov in med dlanmi naredite čarobno kroglo. In ta čarobna krogla, tam noter lahko naslikate vse, kar vi želite. No, tako izgledajo moje vodene meditacije, kjer vas vodam, da enostavno pomislite to in to in to in naredite to in to in vam povem. Tako
olajšanje energijskega polja, taka sprostitev. Ljudje začnejo spati, ljudje se pomirijo, pritisk v prsih zgine, kronična žalost zgine, razočaranje nad ljudmi zgine, bolj so sfokusirani, bolezni začnejo zginjati. Tako neverjetno. Tako da, ja, če vas bo poklical, tako, dobrodošli, bolj poglobljena znanja v tej moji skupnosti, bom objavila, bom povedala, ko bom imela pripravljena, ampak v glavnem, tako sem prepričana, da s tem, ko razbremenimo čustveno polje, se vse okrog nas začne spreminjati. No, zdaj vas bom pa kar prosila, bomo zdaj naredili kratko meditacijo, za čiščenje potrebe po tem, da sabotirate svoj napredek. Vdihnite skozi nos, izdihnite skozi usta, hrbtenica naj bo zravnana in v mislih ali na glas ponavljajte za mano. Na pomoč kličem vse svetle sile. Stvarnik, če je v skladu z Božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s potrebo, da sabotiram svoj napredek. Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. In sedaj damo roko modro za novo moč, pritisnemo na čelo in vdihnemo skozi nos. Vdih in izdih skozi usta, roke na prsa. Sedaj damo roke v klonček in jih usmerimo v čakro tretjega očesa. Nekajkrat ponovimo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Zavedam se, da sem bitje luči. Pripravljena sem napredovati. Pripravljena sem narediti svoj naslednji pravi korak. Sedaj roke spustimo in jih usmerimo v ščitnico in spet nekajkrat ponovimo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Zavedam se, da sem bitje luči. Pripravljena sem narediti svoj naslednji pravi korak. Pripravljena sem spustiti vse, kar me zadržuje v nezadovoljstvu. Pripravljena sem slediti svoji intuiciji. In sedaj roke usmerimo v dve manjši čakri pri ušesih in spet trikrat ponovimo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Zavedam se, da sem bitje luči. Pripravljena sem slediti svoji intuiciji. Stvarnik, vodi me. Pripravljena sem narediti svoj naslednji pravi korak. Sedaj roke prestavimo na sence in spet nekajkrat ponovimo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Pripravljena sem opustiti vsakršen program, ki je povezan s tem,
da sabotiram svoj napredek. Pripravljena sem slediti svoji intuiciji. Pripravljena sem slediti temu, kar je moj naslednji pravi korak. Sedaj roke damo v položaj blagoslova. Pozornost damo na konice svojih prstov. In si predstavljamo, kako med dlanmi nastaja čarobna krogla. In v to čarobno kroglo si predstavljamo svoje možgane. Hipofizo, epifizo, te skravžljane možgane, si predstavljamo, kako se povečujejo povezave v naših možganih. Kako prihajajo nove ideje, kot bi se prižigale nove zvezde v naših možganih. Čutimo zadovoljstvo. Čutimo, da imamo nadzor nad svojimi možgani. Da nam možgani služijo pri tem, da napredujemo v življenju. Občutimo zadovoljstvo in hvaležnost, ker prevzemamo nadzor nad svojimi možgani v svoje roke. Naša zavest vpliva na stanje naših možganov. Možgani nam služijo pri novih idejah, projektih. Čutimo zadovoljstvo, mir. Sedaj ta mir enostavno vdihnemo v sebe, roke položimo eno na solarni pleksus, drugo roko na srce in občutimo to zadovoljstvo. Si nekajkrat ponovimo. Zavedam se, da jaz nadzorujem moje možgane. Zavedam se, da imam v sebi moč spremembe. Zavedam se, da sem velika, svetla, stara duša tukaj na zemlji. Nad sabo imam popolno kontrolo. In se zavedam, da moje telo je samo vozilo moje duše. In da moje telo, moji možgani so tukaj z namenom, da me popeljejo, da dodam vrednost svetu. In ko boste čutili, enostavno spustite roke na kolena, vdihnite skozi nos, izdihnite skozi usta. In ko boste začutili, odprite oči z velikim, velikim nasmehom.